Ja, hvala Matej in tudi lep pozdrav Dejanu Dončiću, našemu gostu. Pred nami je torej 99. štajerski derbi. Tekma še vedno za biti ali ne biti v lovu za tisto prvo mesto, ki si ga zaenkrat kar lepo suvereno lasti ljubljanska Olimpija. Wiesinger, ob njemu zdaj dvojica, trojica nogometašev, tam Krecu je bil vrhovec, pa tudi Nemanja Mitrović, nevarna situacija, Božič, ali bo obdržal žogo v polju in brani Handanović. 2 leti in pol, oziroma skoraj 3 leta so nekateri nogometaši že skupaj, kar se zagotovo pozna tudi v sinhronosti gibanja njihove posadke na igrišču. No, zdaj pa nevarnost pred golom Rozmana, ne. No, Lotrič, še vedno Mitja Lotrič, takole zna udariti Lotrič mimo gola. Lanštraus, njegova 16. tekma v tej sezoni. In avtogol, ali je to možno? Avtogol Mariborčanov, ja, v tej sezoni so ga že dali sami sebi. Peričič je bil takrat v 6. krogu strelec v svojo mrežo, danes pa se zgodba nekako ponavlja. Prišel je tudi Nemanja Mitrović, v zadaj je ostal Viler. Pa Milec, predložek v kazenski prostor in rešuje, razčistil je tam, zaletel. Sicer pa je bil Špiro Peričič tisti, na katerega bi lahko letela ta žoga. Lotrič, ja, hitro se morajo zdaj vrniti domači nogometaši, kajti Celje svojo floto zna biti še kako nevarno. Wiesinger in gol! Dario Wiesinger trese mrežo za 2-0 in to je nov gol hrvaškega nogometaša. 22. gol Darija Wiesingerja in Maribor je v težavah. Da ima lahko tukaj Mitja Lotrič nov strel ali pač ne, ali bo tam Ivan Božič zdaj tisti, ki morda čuti, da ima boljšo idejo v glavi, ne, strel mimo okvirja vrat Handanovića. Matjaž Rozman, torej eden redkih vratarjev, ki je igral v Nemčiji v tem novejšem obdobju. Zdaj pa priložnost za izenačenje ostaja 0-2. Lotrič na drugo stran. Dvojna podaja in ni gola. Ostaja 0-2. Pungaršek, Kadušić, Lotrič. Lotrič na drugi strani popolnoma priložnost in brani tam Handanović. Zdaj lahko vidite tudi v grafičnem prikazu nekaj statistike. Priložnost in znižanje Mariborčanov. Zdaj pa bodo krenili na vse ali nič, potem ko so prišli do znižanja. Špiro Peričič pa strelec. Ja, tako je, zadel je gol proti Taboru za 1-0. Pa težava je što smo si dali sami sebi autogol, apsolutno gdje smo sve kontrolirali i cijelo srećanje. Međutim, eto, jedna taj autogol, druga kontra gdje smo mi trebali centrirati žogu. Međutim, dobro, ja sam zadovoljan kako su danas dečki odigrali. Stavili smo pod pritisak određeni Celje cijelo drugo poluvrijeme. Žao mi je što Santos nije onu glavom uspio zabiti na drugoj stativi. Mislim da bi još prije, bilo je pola sata do kraja i sad jedan šut isto Santosa. Ali na kraju moramo čestitati Celju na pobjedi. Fanti so bili briljantni, ponosen sem na njih, čisto enostavno. To, organizirano, disciplinirano, dosegali smo gole, zdaj na koncu smo tudi malo trepetali, ampak fantom kapa dol.